Lep pozdrav na Formitasovem kotičku, kjer izmenjujemo podatke, insajte, poglede v različne področje našega delovanja, predvsem na področju sociala. Z mano je tukaj Anja Rekič, Trade Market Specialist oziroma Manager pri L'Oréalu Slovenija. Jaz sem Tanja, vodja projektov na agenciji. Anja, 56% Evropejcev je vsaj enkrat kupilo izdelek po priporočilu ali nasvetu nekega vplivneža. Kar pomeni le to, da se pač vplivnostni marketing vzpenja na lestvici pomembnosti digitalnih kanalov, da postaje nepogrešljiv kanal v digitalnem spektru komunikacij. Kako se na to odziva L'Oréal? Živjo, hvala za povabilo prvo. Ja, res je, te podatki vsekakor držijo, kakor tudi to, da mi v L'Oréalu vsekakor vključujemo vplivnostni marketing v del naše strategije. Se pravi, cel ta nek 360 approach. Ja, vidimo rezultate vplivnostnega marketinga, vključevanje v vse naše aktivnosti, tudi strani recimo ta del recimo vključimo v vsako lansiranje, kot tudi v vse aktivnosti, tako na prodajnih mestih, kot tudi recimo ta support na medija kanalih. S kakšnimi izzivi se v Sloveniji soočate? Ni velik trg, nabor vplivnežev ni velik. Kako se lotevate? Ja, res je. Mislim, sicer, ker med seboj malo tako poznamo. Jaz bi rekla, en izziv je tega našega malega tržišča to, da nas ni veliko, hkrati pa to tudi pomeni prenasičenost. Recimo ni nekakšne ekskluzive in potem se zgodi, kar vsekakor si mi brendi sami ne želimo, verjamem pa tudi za same vplivnice ni dobro, ni tisto, k čemer stremijo, da dejansko se enaki izdelki, podobni izdelki, recimo različni blagovni znamk med seboj ponavljajo, pa če to je na mesečni ravni, na letni. Čist primer recimo, da ena vplivnica objavi 2 maskari z enakimi karakteristikami v enakem mesecu. To so težave, ki bi jih jaz prvotno želela izpostaviti, ta neka avtentičnost. In pa hkrati, da stojimo za, tako mi sami brendi stojimo za njimi, kakor bi želeli tudi, da oni stojijo za nami. Kljub temu pa so vplivneži nekako tudi vaši zavezniki, promotorji znamke. Na kakšen način v bistvu ste s časom tudi malce spremenili percepcijo blagovne znamke L'Oréal? Tako je. Dejansko lahko preko njih pokažemo recimo neki tej širši publiki ta nek wide view blagovne znamke. Blagovna znamka ni samo izdelek, je še veliko drugega. En je ta recimo pri Garnier blagovni znamki je ta ekološki pristop, ki ga res poudarjamo, recimo ekološko 100% pakiranje, trajnostni viri, embalaža, sama izdelava, potem tudi še vsi ostali recimo transport dejavniki, kakor tudi recimo, da so 96% naših pisarn oziroma pač vseh obratov je dejansko z obnovljivo energijo. Trajnostni izzivi so trend in znamke se obračajo k temu in so bolj ali manj uspešne. Najbrž verjamete, da mogoče ne delate velikih korakov, mic po mic pa se bližate cilju. Tako je. L'Oréal je 2020 dejansko dal en projekt, L'Oréal for the Future, ki za cilji do 2030. Leta, katerim sledimo, smo na dobri poti, rezultati so že vidljivi, seveda ne gre pa čez noč. Je pa tudi dejansko L'Oréal na tem delal že prej, ni zdaj to, da se je 2020 pa to začelo. Tudi če omenimo kakovost, vplivnice nekatere so bolj specializirane v primerjanje izdelkov, v izpostavljanju tistih glavnih uspejev, v testiranje. So pa tudi vplivnice, ki v svoje lifestyle vsebine vključujejo izdelke random. Kaj bi si želeli?
več kakšnih vsebin? Vsekakor oboje je dobrodošlo. Mislim, to sta tudi dva čisto različna načina. Zelo radi vidimo, da dejansko podelijo z nami svoj povratno informacijo, kakršnakoli je, da je realna. Pač želimo vsem našim potrošnikom predstaviti realno sliko, realne prednosti naših izdelkov. Hkrati pa vidimo za strani kot naročniki, da lahko na ta način dejansko izobrazimo našo populacijo. To bi predvsem rekla pri skinu, da je. Mislim, da smo se že vsi kar malo zgubili v vseh teh učinkovinah, prednostnih lastnosti in kaj je za kaj dobro, in predvsem preko njih vidimo super kanal za izobraževanje. Pa smo spet pri avtentičnosti, pa pri zgodbah. Najbrž bi bilo prav, da tudi velike znamke, kot je L'Oreal, upoštevajo avtentiko posameznice, posamezne vplivnice in da poskušate na nek način, na pravi način izkoristiti njen potencial. A mogoče tu želite nagovoriti vplivnice s kakšno posebnim sporočilom, da naj ostanejo mogoče bolj avtentične? Mislim, mi vsekakor pri sami komunikaciji in pri izbiranju oseb gledamo to avtentičnost, kreativnost, vsekakor si tega želimo. Tudi spodbujamo, ne vem, pri kreiranju vsebin, da so lahko kreativne, nekaj novega. Mislim, vsake ima nekaj novega zanimivo, to vsekakor. Kakšni so pa odzivi od vplivnic? Se vam podajo neko povratno mnenje, so zadovoljne s sodelovanjem, jim nudite tisto, kar si želijo? Mislim, jaz bi rekla, da vsakem, tudi meni, čas dejansko biti del number one beauty branda na svetu, vsekakor, kakor pa je z naše strani tudi nam v čas, da one lahko skupno z nami kreirajo to zgodbo, da si želijo biti del nas, da si želijo dejansko predstavljati naše izdelke in verjamemo, da tudi verjamejo v njih. Osebno lahko rečem, da imam dobre feedbacke od njih, tudi vedno rečem, kakršnokoli mnenje imate, povejte, ker je pač tako realno. No. Lahko mogoče izdate kakšne rezultate, kako za Slovenijo ali pa vsaj za našo regijo, kako ste uspešni pri vplivnostnem marketingu? Mislim, jaz tudi zdaj ne bi šla, lahko pa rečem, da recimo nedavno smo lansirali na L'Orealu izdelek, točno gre se za Panorama maskaro, in se je izkazal dejansko ta del vplivnostnega marketinga, seveda z ostalim suportom, kot je recimo paid media, kot je recimo promocija na samih prodajnih mestih, seveda polje še ta trade del, same izpostavitve in vse se je ta pokritost del vplivnostnega marketinga, predvsem lahko rečem za slovensko tržišče, izkazal izjemno pač dobro, tudi z lokalnimi eventi in tako dalje. Torej, če so med nami potencialni vplivniči oziroma vplivnice, je tukaj Anja Rekič iz L'Oreala, lahko vzpostavite osebni stik in morda navežete kakšno trajno sodelovanje. Seveda lahko. Naj bo to en zaključek. Skratka, vplivnostni marketing je way in, je prava pot in je kanal, brez katerega praktično ne gre v nobeni digitalni komunikaciji več. Tako je, vsekakor. Mislim pa pač, da vsi moramo stremeti k kreativi, hkrati pa k avtentičnosti in pa k nekim relevantnim informacijam, ki so koristne za vse nas. Hvala tudi vam za tole kratko pozornost in sledite na naših profilih, našemu programu.